En lep dober večer, Tanja Skaza z vami v liveu, 292. live. Danes bom govorila o ljubezni in o spoštovanju. Upam, da se imate lepo na dopustih, upam, da se imate lepo doma, upam, da pošiljate ljubezen, vse to, kar se nam dogaja. Zdaj, jaz se ne bom tega dotaknila, ker če ne bi o tem lahko govorila 2 uri, zakaj se nam vse to, sem pa v zadnjič v postu napisala, da več, ko bo ljubezni pri nas, več, kot bomo imeli spoštovanja, sočutja, dajanja, sprejemanja, lepše bo življenje. Zdaj pa, koliko ga imamo, to pa čisto vsak pri sebi ve. Ok, jaz sem si 4 točke napisala, kaj bi danes rada podelila z vami, zato ker je čas dopustov in največ časa takrat preživite svojo družino in se mi zdi, da je to en tak pomemben čas odkrivanja sebe. Zdaj, 4 postavke, ki sem jih tudi že čisto zgoraj pripisala k temu, je, da jaz sem resnično prepričana, da čisto vsaka ženska, vsaka srčna ženska lahko zgradi izredno krasnega partnerja ali partnerko. Čisto vsaka. Zaradi tega, ker smo ženske tiste, ki se najprej dotaknemo nas, šele potem gledamo, kaj lahko druga oseba naredi. Zato mi je tako lepo, ko mi moj mož kdaj reče, hvala, kaj sva zgradila, ker sva zgradila lep odnos. To pomeni, v vsakem odnosu prihaja do malce nesporazuma, mogoče kakšnih ljubosumja, zadržanosti, neizpovedanje resnice ali pa laži in tako naprej. Bolj, ko pa si to dovolimo govoriti o tem, lažje je naše življenje. Ok, in kaj se mi je zgodilo? Včeraj se odločim, če se spomnite, sem vam podelila, da sem na duhovni šoli dobila 6 močnih sporočil, 6 izredno močnih sporočil, o katerih bi želela podeliti z vami. In to jih zdaj dejansko integriram. Eno iz teh sporočil je tudi ljubezen, spoštovanje. In kje se ljubezen začne? In največkrat, tudi pri meni je bilo čisto enako, nič ni bilo drugače, kot pa pri marsikomu od vas. Ne more se zgoditi. Da se mi je zdelo, da bi mogel partner nekaj drugega narediti, da bi mogel, ne vem, otrok nekaj drugega narediti in tako naprej, dokler ne ugotoviš, da vse tisto, kar pričakuješ od drugih, ti oni tega ne bodo dali, dokler ti ne boš sam naredil svojo spremembo. In največkrat slišimo, ko govorijo, ali pa ko govorimo, ne morem več govorimo, ker tega ni več v meni že nekaj časa, ko rečemo, bil je takšen, bil je drugačen, lahko bi me poslušal, lahko bi to. Predlagam, da resnično, če želite zgraditi nek svoj odnos sami seboj, najprej seboj, šele potem s partnerjem, da se vprašate, kaj meni to sporoča, kaj lahko jaz na tem naredim. Ok, bom plastičen primer. Ni me poklical, ali pa, ne taj mogoče zdaj tako, začutil, naprimer, ful sem bila žalostna, on se je delal norca iz mene in je šel. Ja, in potem se mi namurkamo in mislimo, kako je to prav, da s tem bomo pokazali, da bi on mogel vedeti, kaj bi bilo dobro za nas. Najprej da povem, da je to izredno težko, ker nihče ni noter v vaši glavi in tega ne more vedeti. To pomeni, če se ne počutite dobro, če, naprimer, bi radi karkoli delili, če ste žalostni, če ste ljubosumni, jezni, ne id z jezo ven, ampak pojdite čisto direktno v svojo bolečino in ne recite, zdaj sem tako žalostna, užaljena, prizadeta, ker se mi je to pa to zgodilo, ali mi lahko, ne vem, daš samo en objem, me objameš, mi poveš nekaj lepega, mi poveš, da sem krasna, ker to potrebujem, da mi poveš, da sem lepa. Jaz se spomnim, kolikrat sem mojemu možu rekla, daj pohvali me, prosim te, če sem ti všeč, ko se oblečem in tako. In on je rekel, kaj te bom hvalil, vse te že vsi drugi, mislim, vse se že sama toliko nosiš, In glej tisto, ko te lahko potem vsi drugi občudujejo in če te tvoj partner ne, potem ti tisto manjka, ampak ko mu pa ti poveš, jaz to potrebujem, ker ko bom pa to slišala od tebe, bom pa res dobila tisto, kar jaz želim, Ker, veste, vse tisto, kar mislite, da želite od zunaj, v resnici želite v svoji družini, Tako da, eden izmed prvih
moj sporočil bi bil danes, da ne pričakujte, drage ženske, od moških, dajte vi najprej nekaj narediti zase. Vedite, da tako kot alkohol, kregarija, seks, ne vem, kocka, karkoli pač je samo izvor nečesa, kar se ljudje ne želijo pogovarjati o svoji resnici. In pravim, da moj mož reče, da resnica je najlepši afrodizijak. Jaz pač prihajam iz družine, kjer se je veliko govorilo o resnici, ampak o boleči resnici. To pomeni, niso nič zavijali v folijo, pa spomnim se, to ni bilo. To je bilo tako. Ampak mogoče me je pa ta resnica naredila, da sem potem pomagala mojemu možu. Enkrat se spomnim, da sem mu rekla, ko jaz njemu pač tako, vse sem mu povedala, on mi je rekel, lej, a veš, kolikrat mene moti, kaj pri tebi, pa ti tega ne povem. In potem se čem, kako bom pa jaz to potem rešila? Jaz to predelam sam pri sebi, ker če mene moti, je to pri meni izziv. Jaz nekaj, zakaj pa ne bi pomagal, da mi poveš, kaj te moti, mogoče pa lahko še jaz kaj izboljšam. Ampak v vsakem primeru najprej začnite v sebi. Vsakič izhajate iz tega, zakaj ste žalostni, ne se bat. Evo, to je naslednji video, ki ga bom pa posnela. Ni del sklopa moje duhovne šole o sabotaži. Kako se znamo sabotirati? Bolj uspešna ženska kot je, bolj se zna sabotirati. Bolj uspešen moški kot je, bolj išče hrano. Ponavadi jo išče na različne načine in o tem bi res rada govorila. To bomo v naslednjem videu. Ampak gremo zdaj nazaj. To meni eno zadevo, katero bi mogoče dala poudarek o tem. Zdaj imate čas dopusta, pa v četrtek naslednji bom govorila o sabotaži. Pišite si, kaj vas moti. Pišite si, ne vem, napišite si, hodima in moj mož gleda ženske. Napišite to, napišite si, da boste pol iz mojega videa dobili, kje vse se skrivajo vaši vzorci, ker nima blage veze z nikomer, ne z njim, samo z vami. Napišite, naprimer, če greste kam, ne vem, na pijačo s prijateljico, kaj vas moti. Napišite vse tisto, kar vas moti, ne pisati o drugih. Pišite, ko sta se ona dva sprla, sem začutila to pa to bolečino. O vas govorite, ne o drugih. No in danes ne boste verjeli, kaj se mi je zgodilo. Ko se jaz odločim o kakšni taki temi govoriti, jaz potem dobim točno take kejse. Danes so moji sosedi imeli en tak prepir, ki sem izredno podoživljala moje otroštvo. Izredno. To pomeni, vse tisto, kar ne upata, nista upala oče in mama govoriti, sta potem, ko sta se razjezila, sta vrgla vse, za naprej, za nazaj, za 50 let nazaj, 30 let nazaj. Spomnim se, koliko sem tega poslušala, ker se nista znala pogovarjati, dejansko sta skrivala svoje želje, svoje tiste, ne vem, da... Tako sem prej rekla mojemu možu, povej mi prosim te, a sem ti všeč. Potem pohvali me v službi, rada bi vedela, povej mi, kako lahko tebi pomagam. In ko mi začnemo ne govoriti najprej o svojih bolečinah, ne vem, pogrešam, da me objameš, pogrešam, da me pokličeš, pogrešam, da mi poveš, da me ljubiš, pogrešam, da mi poveš, kaj vse zmorem, da vidiš, kaj vse zmorem. In ko to naredimo, avtomatsko se začne dogajati, da tudi moški spoznavamo od moškega resnico. Lepo prosim, kolikokrat slišim, resnično kolikokrat slišim, ko mi ženska reče, moj mož nikoli ne bi šel na to, moj mož nikoli ne bi prišel na coaching, moj mož nikoli ne bi prišel na pogovor, nikoli ne bi šel na obred, in potem so ženske šokirane. Zakaj so šokirane? Ali obratno? Ja, zaradi tega, ker se ukvarjate vi, vse tisto, kar vi mislite zase, kar mislite o njemu, mislite o sebi. To pomeni, primer, spet bomo o primeru. Imam občutek, zakaj ima tak občutek, da mislite, da ga bom prevarana? On ima tega občutka, to imate vi. Vi ne veste njegove bolečine in zato je treba dovoliti, da spoznate, zakaj njega skrbi karkoli takšnega. To meni, ne pojdite v njegovo glavo,
ko boste vi delili svojo resnico, bo iz te resnice prišla tudi njegova resnica, ali pa njena, ali pa od vaših otrok in tako naprej. Jaz se spomnim, evo to pomeni, zdaj zaključim tle. Resnica, tako pravi moj mož, edini afrodizijak. Tudi spomnim se nazaj, da ženske imamo izredno velik izziv, da samo popolno je dovolj dobro. Prosim vas, drage moje, preko za vsakega, mislim, da mi je en gospod napisal spodaj pod tem, da nikoli ni dovolj dobro. Prva afirmacija, ki jo želim, da jo čisto vsak dan tisti ponavljate, popolna sem v svoji nepopolnosti. Popoln sem v svoji nepopolnosti. Kajti, ni popolnih ljudi, ne iščite popolnosti, res je ne iščite. No, da se vrnem zdaj nazaj in ko sem podoživljala zgodbo mojih sosedov, ko so šli tako v tako žaljenje, v tak sarkazem, v tok poniževanja, ampak konstantno sta govorila eno drugem. Kaj si ti naredil, kaj si ti dala, kaj si ti naredil, kaj si ti dala. En drugega, tako kot dva majhna otroka in se spomnim, da tudi jaz sem bila včasih taka in vam povem, to nikamor ne vodi. Vodi edini način, da veste, da vedno dobite partnerja ali partnerko točno takšnega, kot si zaslužite. Nič drugačnega. Točno takšnega. Takšno. To pomeni, lahko, da mogoče en dober primer, da bi se mogoče konkretno vprašali, kdo ste navzven, kdo ste navznotri, koliko je tega, da navzven mora biti vse sjajno, vse dobro, vse top of the top, ko ste pa sami, je pa to čist nekaj drugega. Vprašajte se, kaj takšnega, kako veste, kje ste, na katerem mestu ste. Ok, to pomeni sporočilo, ne čakati, da buhne in pa ko buhne tako, da slišijo vsi možni sosedi, da smo vsi tiho, čas smo nabijali zraven in smo se sprašvali, oh my god, koliko je to skrite žalosti, jeze, ljubosumja, zavisti, tega je polno in potem zaradi tega je to treba drugače narediti. Sproti se pogovarjati, prosim, sproti se pogovarjati o tem. Sproti. Vse rešujte sproti. Absolutna resnica je edina prava resnica ali pa edina pot do ljubezni. Ok, druga zadeva, čakaj, kjer sem si jih napisala. Ja, ko iščemo ljubezen, ne morete iskati ljubezen, čakaj, da vidim, koliko je ura. Ja, ne iščite ljubezni zunaj, iščite pri sebi. Ko ima partner z vašo ljubeznijo? Bolj, ko boste sebi imeli radi, bolj vas bo imel rad. Evo, mogoče še ena taka zadeva. Je rekel, 20 let nazaj si je moj mož želel, 20 let nazaj, si je želel, da bi dala mrežasto obleko, to pomeni, da si da mrežasto obleko, da imam kopalke pa mrežo. Takrat se je tudi to nosilo, zdaj je dosti bolj vidno, kot pa bilo včasih. In je se rekel, Bog ne dej, mrežasto obleko, si nor, to vse skrit, kopalke, ne vem, kjer je gor, kupovati gor, dol sem tja. Danes nosim mrežasto obleko in se odlično v njej počutim, pa dosti več kil imam, kot sem jih imela 20 let nazaj. To samo pomeni, ko ima človek ljubezen do sebe, jo potem tudi on vidi in on izraža. To pomeni, a veste, ko vam kdo reče, odlična si, ali pa ko meni kdo reče, wow, kako ti paše ta frizura. Če meni to všeč, ne more biti komu drugemu, ti mora znati nositi, paše ti ta obleka. Ja, meni mora biti všeč. Lahko je v marsikomu drugemu, ampak ti jo mora znati nositi. Ti moraš znati frizuro, obleko, perilo, vse. V čisto vse. Ampak spet smo pa pri eni temi, ki pa ne upam jo deliti. Pa verjamete, da bi jo z veseljem rada delila, ker da ne bi spet prišlo kakšne slovenske novice. Kje je največ sramu skritega pri nas? Sramu tega, da se ne pogovarjamo, je pa pri temi seks. Seks, spolnost. In jaz sem prepričana, da bi Slovenci bili čisto drugačni,
če bi se že v osnovni šoli, kaki Slovenci, vsi, ne govorim samo Slovenci, še v Balkancih še toliko bolj, zato sem se mogla roditi tle, ker ne vem, če bi potem lahko sploh to počela, kar počnem. Vsak od nas je prišel na ta svet se učiti o ljubezni. Ljubezen ni na način, da si damo najboljšo obleko gor, da naredimo najlepšo frizuro, da imamo najbolj izklesano telo, ampak ljubezen prihaja od znotraj. In prihaja od znotraj, ko ženska moški izraža to, kar čuti o sebi. To pomeni, ko se ima rad, takšen kot je. Ampak da pa to mora pa dosti treningov narediti. Ni to. In verjamte mi, da ni samo pumpanje mišic, da ni samo prehrana, da ni samo dobra obleka, ampak da je marsikaj več. In najprej se začne tukaj notri. Res tukaj notri. To pomeni, da to bom mogoče naredila. To je varianta, ko si, enkrat sem si tako rekla, to sem vam hotela povedati, da bi se to mogle ženske najprej začeti učiti. In potem ne bi bilo tega, ker moški niso to kritični. Jaz li sprašujem mojega sina pa prijatelje, koliko vi vidite pri ženski, a je, ne vem, suha, a je debela, ali ima celulit, ali nima celulit, pa to nobene vidi. Lepo prosim. Dobro, ta mladina zdaj vidi rit, zize, to je to, pa da ima raven trebuh, ampak to smo ga imeli vse, ko smo bile mlade. Kake ima noge, kake ima roke, kake ima, ne vem, pa mogoče, da, ne vem, neki, to meni, tisto, kar vi mislite, da to vidijo moški, tega ne vidijo. Moški vidijo, koliko ženska ima sebe rada. Ampak da ima sebe rada, mora pa odkriti. In ženske, edina opcija je, da se začnete odkrivati v tem, da začnete imeti sebe rade. Če veste, kaj vam hočem povedati. Tako da, to je tista tema, ki bi jo z veseljem rada delila, ampak ne vem, če sem še pripravljena takole javno. Bom pa definitivno na mojih akademijah, sem pa se odločila, da pa eno poglavje oziroma pa definitivno temu namenim. Res temu namenim. Zelo odprto, iskreno, čisto vse, da delim mojo zgodbo, da delim druge zgodbe, v tem primeru, kako lahko ženska je najlepša na tem planetu in pač mož gre drugi. Ali pa, naprimer, ženska čudovita in si najde moškega, ki pač ne zgleda nič od nič navzven, ampak ima pa najlepšo energijo. Ali obratno. To pomeni, vse je odvisno od tega, kako ta ljubezen sije od znotraj. Ok, da pogledam, kaj sem še napisala. Kje se ljubezen začne? Upam, da se zavedate, da vse se začne pri nas. In da se vsako leto, prosim, tale močen stavek. Vsako leto ne delati 5 razredov preskakovati. Dajte trend zdržati. Jaz se vedno bojim ljudi, ko prijo k meni, pa ko naredijo v enem letu tak ful velik šus, pa ful zrastejo, pa ful delajo spremembe, ne vem kakršne koli. Jaz imam rada ljudi, ki delajo majhne spremembe, pa te spremembe počasi. Tako, spremembo zato, ker vem, da je to proces naše spremembe. In ta progres, še lep se reče po angliškem, to meni, takrat veš, zato ker ne moš takoj narediti, ker to še ni, to je potem prišlo sem majčken tle noter, ni še pa v srček zlezlo, pa ni zlezlo še v vaš, tako reče eni, ta gut feeling, to morate začutiti navznoter in ko začutite navznoter, to začnete živeti. Tako da, delajte majhen korak po korak in potem se vedno vprašajte, vsako leto se vprašajte, kaj sem naredila boljšega, kot sem naredila lani. In če ste 3 stvari boljše naredili, kot ste jih naredili lani, my God, čestitite si za to. Res. Jaz vem, da sem vedno bila kot otrok, tako kot najstnica, skozi da jaz ne rabim alkohola, da se imam fajn. In danes na plaži, tam imamo večji žur, kot pa včeraj, ko smo šli v Diamond. Tam nisem vedela, ampak neki se je drv, vse nekaj, da je v redu, moram uživati, ker je fajn. Kar pomeni, duhovitost prihaja od znotraj od vas. To pomeni, to imate notri, to iščite, ta joy, to srečo, ki prihaja od notri od vas, to vam nišče od zunaj ne more dati. Ok?
trend rasti. Trend rasti. Ne želiti preveč, ne želiti tako, samo počasno, lepo rast, ampak takrat bo pa ta rast zakorenjena. Ok? Vem, kaj sem si še napisala. Aha, kje se začne, kje iščemo ljubezen? Ne najprej pri vašem partnerju, najprej pri vas. Ko boste vi sebi dali ljubezen. Spomnite se mojih stavkov, če ste me poslušali, kako je ena izmed mojih strank na duhovni šoli rekla: Oh my God, tisto, kar ne bom dala sebi, ne bom dala otrokom. Zdaj pa tako, če vi ne živite resnice, kako boste dali to svojim otrokom? Kako boste dali? Jaz moram povedati, mene je marsikdaj, potem, ker pa Igor mi je začel govoriti resnico, pa me pa je bolela ta resnica. Kako me je bolelo. Ampak sem rekla, vse, če mene boli, pomeni, da jaz moram pogledati noter v sebi. Če mi je on to povedal, moram noter iti vase, pa to pogledati. Ne gre drugače. Okay? To meni vedno tisto, kar želite dati svojim otrokom, dajte sebi. To, kar se je danes zgodilo, kar smo slišali in to so se otroci kregali, so morajo otroci oddelati na mesto staršev. Tako da jaz srčno upam, da bo mami dosti kaj oddelala, da moja dva otroka ne bosta rabila tega oddelati. No? Čeprav pri nas, poskušam, mi se res veliko pogovarjamo, tako reče moj Tristan, we are crazy family, vse govorimo, vse se zmenimo. Ok, vsaka ženska lahko naredi krasnega partnerja, če ga želi, ampak od nje je odvisno. To pomeni, ko se odloči, ona je tista, ki se odloči. Dragi moj, zdaj ti dam priložnost. Zdaj bom zgradila in delala na tem, pa na tem, pa na tem, pa na tem. In vedite, da vsaka odvisnost je samo bolečina, ko nekdo ne more deliti svoje resnice. Samo to je izziv. Samo to je izziv. In preko to spoznamo, boljše je. No, zato tudi priporočam, čakaj, kaj imamo danes? Danes je 27. Na mojih karticah je direktno gor. Zaslužim si najboljše in že danes sprejemam najboljše. Jaz sem prepričana, da lepo mi je en gospod napisal, ne vem, ali je to zdaj danes, ali da mi je napisal, da lahko je govoriti, lepo pa je to tudi živeti in da jaz to živim. Ja, jaz vsako spremembo, ki jo naredim, jo živim, preden podelim z vami. Zato vam tudi povem bolečine, zato bom naslednji live odprla, da vidite, da kako močno sem jaz imela sabotažo, ker se nisem imela s kom pogovarjati, ampak to lahko si v vlogi žrtve, lahko pa zrasteš v vlogo zmagovalke. Zato priporočam, ko ljudje rečejo, ampak jaz ne morem delati, jaz raje delam individualno, jaz sem raje sam, pa ne, dragi moji, samo skozi druge se lahko učite. Jaz danes imam 3 case, skozi 3 case, ko sem lahko spoznala, oh my God, kaj sem delala včasih, to sem delala, vi skozi zgodbo drugih, skozi ogledala drugih lahko vidite, kaj vi lahko naredite spremembo pri sebi in kaj ste jo že naredili. Ne sami, ker na ta svet ste se prišli učiti ljubiti, ampak ne na način, da ljubite sami sebe, ampak učite se pa skozi zgodbe drugih, skozi ogledala drugih. Tako da, moj zaključek bi bil, da vas lepo vabim, moja akademija se zelo lepo polni, tako da sem tako hvaležna. Tako sem rekla, na dopustu sem, pa pridem teden dni po moji avanturi z možem, motoristični, to je tudi dobro, to živeti, zagovoriti, in pridem nazaj in vidim, kako lepo so se mi že prijavile ženske na akademijo, že imam nekaj, tako da sem ful vesela, to pomeni resnično si želite narediti spremembe. Ne čakajte partnerjev, ne čakajte, da bo prišel pravi delodajalec, ne čakajte, da bo otroci nekaj naredili. Vi ste tisti, ki naredite spremembo. Samo vi. Kje se pa začne? Pri vas. Vedno pri vas. Pa na kak način? Je tako, da za Božjo voljo si najprej podelite čisto resnico. Konkretno napiše, se sabotiram, ne vem, nimam se rada, in pišete vse o sebi. Vse tisto,
kar čutite, da je. Vedite, da vsaka oseba od nas je lahko v vlogi žrtve. Čisto vsaka. In tudi k meni boste nekatere prišle v vlogi žrtve. Za 2 predavanja, 2 modula, pa boste vse zmagovalke. Vsi, ko so v vlogi žrtve, oni dajo moč nekomu drugemu. Par meni tega ni. Jaz si želim, da čisto vsaka od vas postane svoj brand. Postane lahko pa samo tako, da postane zmagovalka. Tako da en lep večer, zdaj se grem pa družiti z mojo čudovito nečakinjo. Ta teden mi je tako lepo, prijem domov, polna hiša, s partnerjem. Moj otrok je že šel nazaj, ja, ta mlajši ni hotel še priditi, enkrat je bil, en teden je bil z mano, tako da grem se posvetiti druženju in z družino, druženje z družino, tej ljubezni, ki jaz prvo mislim, da bi mogli en drugemu dati. En tak močen poljub vam želim, pa kaj vam želim, da se zavedate, da je družina res tista, kjer se ljubezen začne in nikoli ne konča. Ne misli, da vam bo kdo drug dal to bolj od zunaj kot pa tle. Vse veste, koliko krat rečejo, ko zamenjajo partner, oh my god, ta je slabši, kot je bil prvi. Pa še pa kak ta tretji, ta je pa še slabši. Ne, pri prvem so bile iste preizkušnje, ki bi bile dosti lažje, kot pri drugem pa pri tretjem.